Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Pred velikonočnim praznikom je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde z tega sveta k očetu, in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca. Med večerjo je hudič Judu Iškarjotu že položil v srce namen, da Jezusa izda. Ker je Jezus vedel, da mu je Oče dal vse v roke in da je prišel od Boga in odhaja k Bogu, je vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel platnen prt in se z njim opasal. Nato si je nalil vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan. Prišel je k Simonu Petru, ta mu je rekel: Gospod, ti mi boš noge umival? Jezus je odvrnil in rekel: Tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš pozneje. Peter mu je rekel: Ne boš mi umival nog, nikoli, ne. Jezus mu je odgovoril: Če te ne umijem, ne boš imel deleža z menoj. Simon Peter mu je rekel: Gospod, tem pa ne samo nog, ampak tudi roke in glavo. Jezus mu je dejal: Kdor se je skopal, mu ni treba drugega, kakor da si umije noge, pa je ves čist. Tudi vi ste čisti, vendar ne vsi. Vedel je namreč, kdo ga bo izdal, zato je rekel: Niste vsi čisti. Ko jim je umil noge in vzel vrhnje oblačilo, je spet prisedel in jim rekel: Razumete, kaj sem vam storil? Vi me kličete učitelj in Gospod in prav govorite, saj to sem. Če sem torej jaz, Gospod in učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil. To je Kristusov evangelij. Se slišimo? Aha, v redu bo. Fajn. Tokrat pa dela mikrofon. Kakšna sreča. A ste vi kdaj lačni? Kdaj ste lačni, ne? Kdaj? A ste zjutraj kaj lačni? Zjutraj nekateri ja, drugi ne. Kaj pa opoldne? Ste kaj lačni? Že, a ne? Je čas za kosilo. Kaj pa zvečer? Tudi. Kaj pa vmes? To pa ne. Tudi. Ja, se pravi, da bi lahko rekli, da je človek eno prav lačno bitje, ne? In čuti lakoto, razen po noči, ko spimo, takrat verjetno nismo tako lačni, ne? Ali pa saj ne vemo. No, ampak po nečem smo pa še bolj lačni. A kdo ve? Kako? Še bolj smo pa lačni Božje besede. Bravo, to je pa prav teološko. Čestitam. Lačni Božje besede, vsekakor. In kaj to pomeni? Da smo lačni bližine ustalega Jezusa, ki nam pravi, da je z nami, da je tukaj in da je za nas. Lačni smo ljubezni, lačni smo objema, lačni smo odpuščanja,
Lačni smo sočutja. To, da te nekdo razume, da te nekdo začuti. A smo tega tudi lačni kdaj? Smo, ne? No, in Jezus, ko je obhajal prvo sveto mašo oziroma zadnjo večerjo, je želel zapustiti eno znamenje, nekaj takega čisto konkretnega, da bi učenci vedeli, da bo on vedno z nami. Kjerkoli bomo, da je vsak dan z nami. In zato se je odločil, da bo uporabil nekaj, kar jemo verjetno vsak dan. In to je kruh. Vidite ta kruh? Vsi? No, ta kruh se imenuje sončni kruh. Pa še tako lepo sonce zdaj sveti v tole naša cerkev. No, in vidite, kako je sestavljen ta sončni kruh iz različnih delov, ne? In samo testo, iz česa je testo? Moke. Tako, iz česa je pa moka? Pšenica, žita, zrnc, ne? In kruh na zelo lep način predstavlja vse nas zbrane okrog Jezusa. Tako kot je kruh narejen iz majhnih zrnc, ki potem postanejo moka in potem se dolije malo vode in malo kvasa in še malo soli in potem nastane tole. Tako tudi mi, ko se zberemo okrog oltarja in posvetimo, prosimo Svetega Duha, da pride na te darove, tako mi postanemo ena velika družina, ena velika skupnost. Pravimo eno telo. Ne? In ko obhajamo mašo, najprej obhajamo našo povezanost. To, da smo vsi povezani na en prav poseben način, da pripadamo Jezusu, da smo z njim povezani, on pa z nami. No, potem pa kaj se pa zgodi? To delamo pri vsaki sveti maši. Lomimo kruh, tako kot ga je Jezus lomil svojimi učenci. In na ta način jim je hotel povedati, kako jih ima rad, da se je pripravljen za njih popolnoma razdati, razlomiti. In to, da je Jezus razlomil kruh in ga dal med svoje učence, res pove, da bo Jezus vedno ostal z nami na način, da se nam daje, da se nam podarja. In ta daritev se pa najbolj kaže potem na Veliki petek, na križu. No, in ko si bomo razdelili ta kruh tudi danes po sveti maši, vsak bo lahko dobil enega in bo potem povabljen, da ga tudi deli z drugimi, svojo družino. Se spomnimo, da je to Jezus naredil s svojimi učenci in danes dela z nami, zato da bi mi začutili, da je on med nami, da je on za nas in da nas on hrani svojo ljubeznijo, svojim odpuščanjem. No, potem je pa Jezus naredil še eno stvar, ki ste že povedali, da je po večerji umil učencem noge. In Simon Peter ni bil najbolj navdušen, ne? Kaj je rekel Simon Peter, ko je prišel Jezus do njega? Kaj je rekel? Meni pa ne boš nog umival Jezus, ne?
In potem pravi, če ti ne umijem nog, ne boš imel deleža z menoj. Če ne boš sprejel moje ljubezni, potem ne boš mogel začutiti, kdo sem pravzaprav jaz. In ko si umivamo noge, to pomeni, da drug za drugega skrbimo, da drug drugega spoštujemo, da drug drugega sprejemamo in ljubimo takšnega, kakršen je. In to bomo danes naredili. Tukaj že vidimo tele stolčke, ki čakajo na naše prve obhajence. Koliko vas je danes? 12. Odlično. Koliko imamo pa stolčkov tukaj? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Odlično. Še ena stvar. Danes je pa tudi praznik zahvaljevanja. Evharistija pomeni zahvala. Jezus, ko je razlomil kruh, se je zahvalil Bogu, ker je od svojega očeta vse prejel in ker se zaveda, da vse prejema, lahko tudi daje. In tudi mi lahko danes pomislimo, zdaj, ko bom jaz prvoobhajencem umil noge, lahko pomislimo, zakaj smo v življenju najbolj hvaležni. Kaj bi rekli? Zakaj smo najbolj hvaležni? Da imamo dom, da imamo kruh, kako? Da smo lahko živi, wow, ja, da imamo vodo. Aha, kaj še? Za družino. Aha. Da imamo kisik. Seveda, brez kisika bi bolj težko dihali, res je. Hrano, ja. Da imamo naravo in tako naprej. Vsak, kako? Da imamo svet, v katerem lahko bivamo, odlično. Zdaj pa lahko še vsak pri sebi pomisli, zakaj je najbolj hvaležen in v tišini svojega srca reče Jezus, hvala ti za družino, hvala ti za hrano, hvala ti za prijatelje, za bratce, sestrce in tako naprej.